Pozdravljeni. Za nami je 9 epizod prve sezone oddaje Reflektor. Začelo se je tik pred Božičem z enim Zoom sestankom, ko še nismo vedeli, kam nas bodo ti sestanki pripeljali. Vedeli smo, kaj si želimo, imeli smo zelo velike načrte in želje in smo ponosni na vse, kar smo v tem času tudi dosegli. 12. maja je bila prva epizoda in potem vsak teden, vsako sredo zvečer nova. Dobili smo zelo v redu odzive. Ena mama nam je celo pisala, da uporablja te epizode kot pomoč pri vzgoji svojih najstniških hčera. Imamo velike načrte za naprej in se vračamo spet konec avgusta. Ostanite z nami. Lepe počitnice. Najin zakon je najin prvi otrok. In zanj moramo v prvi meri skrbeti. To se mi zdi res en pomemben vidik, na katerega zakonci pogosto pozabljajo ali pa pozabljamo. Namreč, ko dobimo otroke, se seveda močno skoncentriramo na njih, celotno naše življenje se spremeni in prav je seveda, da je otrok tisti, ki mu posvetimo nekaj časa našega življenja, ki je v centru pozornosti, ker je to največji dar, največje bogastvo. Ampak zakon oziroma odnos moža in žene je bil pa tisti, ki je obstajal že preden je prišel prvi otrok in bo obstajal tudi potem, ko se bo zadnji otrok odselil, šel na svoje, se vsem osvojil. Tako da mislim, da je to ena zelo pomembna stvar, ki jo moramo imeti v glavi in za najin odnos je treba resnično skrbeti in se za njega truditi. Ne moramo pa prek spleta doživeti recimo Evharistije. To pa je ena izmed takih stvari, vseeno lažje prenašati marsikaj drugega prek spleta, kot pa samo malo. Lej, vse to je res, ampak o tem ne rabimo govoriti. To je kot, da bi zaljubljencu govorili, lej, a veš, to, da se s punco pogovarjali preko telefona, to ni isto, če ti poljubiš. Pa vsak butelj to ve. Ja. Pa to je logično, zakaj o tem toliko govorimo, ampak hkrati, ker se imata pa rada, si pa rada SMS-e pošiljata. Ja, nimata prav, ker to ni isto. Zdaj pa veste, da to ni isto. To je bil moj najljubši del celotnega intervjuja. Najprej, ko sem začel dobivati ta odgovor od Simona Potnika, mi je bilo kar malo nerodno, da sem to vprašanje sploh zastavil. Ampak čez čas sem pa dojel, hvala Bogu, da sem res dobil tak odgovor, kot sem ga. Pri Simonu mi je bilo toliko všeč, ker je bil živ, ker je imel ognjevite odgovore, ni bil tak mlačen, ampak je res povedal direkt to, kar je mislil in povedal je s tem žarom, da res človeka prevzame. Tako da to je bil res ta delček, ki se mi je najbolj vtisnil v spomin. Kaj bi rekel enemu najstniku, najstnici, da bolj sledi pa ne svetu, ampak sveti besedi? Ko bi ga spodbudil, recimo. Nimam recepta. Nimaš recepta? Ne. Pa se zdi, da so nevarni taki recepti. Ja. Ampak bi pa rekel staršem, da zdržijo o tem, kar najstnik išče v sebi. Ne? A veš? In pol on reče, da nima recepta. In seveda se strinjam z njim, ampak je kar fino naprej pol lepo mi pomagal in speljal, ker jaz nisem vedela več, kaj ne vprašam potem. Tako da z Joškotom je bilo zabavno, ker je bil toliko sproščen, ker sva se lahko nasmejala in želim si še več takih gostov, ki bodo v življenje prinašali smeh in dobre dogodivščine in jih nekako znali usmisliti v luči Boga. A je fajn biti fuzbaler. Boljši, ko si, bolj te brcajo. In to je samo znamenje, da si v igri. Če boš na kot nekam stopil, pa se jokal, da te ne bo doben brcal, ampak nisi v igri in si opazovalec neke igre, del nekega tima, ampak te bojo slejko prej postavili ven. In to je normalno. Biti kristjan pomeni biti živ, dejaven sredi vsega tega in normalno, da te brcajo. Med gosti naše oddaje me je res navdušil Simon Potnik svojo energijo in ta izjava, ki jo je dal o tem, kako kristjani doživljamo nasprotovanja in da je to normalno, ker smo v igri, ker smo živi, se mi zdi tudi dobra popotnica za našo oddajo, da bomo tudi mi živi in da bomo tudi mi v igri. Ampak bi pa vseeno izpostavil za konec geslo, ki ga je povedal prej Ožbej, to je velikodušnost. To pa ja. Mislim, da bi morali začeti seveda pri sebi, jaz smo začeti pri sebi in biti bolj velikodušni v tem smislu, da ne skočimo
na vsako napako bližnjega in da to napako potem do skrajnosti poudarimo in vrtamo po njegovi rani, dokler ne znori od bolečin. Mislim, da se to zdaj trenutno res dogaja. Se pravi, velikodušnost je res tisto, kar bi lahko bil začetek nekega boljšega sobivanja. Velikodušnost, ki jo je izpostavil Aleš, me v tem pogovoru spomnila na to, da pozabljamo v razpravi o naši skupnosti Sloveniji na neke bolj vzvišene vrednote ali pa vzvišene načine sobivanja. Velikodušnost, kakšna beseda, ne? In da smo v razpravi, ki je bila takšna bolj družbeno-politična, uporabili to besedo, čeprav na koncu in čeprav smo z njo nekako zaokrožili, to se mi je zdelo čudovito in čudovita popotnica tudi ob praznovanju naše obletnice. Pomembno je, da imaš ob sebi ljudi, ki te imajo radi in da tudi delaš na tem. Tudi jaz kot duhovnik, da me ni sram priznati, da potrebujem nekoga, ki mi kdaj pa kdaj pove, da me ima rad, da me tudi kdaj kdo objame, da mi da eno bližino, pač normalno, kot za duhovnika, a ne? Kot je Peter Pučnik povedal, pomembno je, da imamo ob sebi ljudi, ki nas imajo radi in da tudi delamo na tem. Kaj nam pomaga, da imamo ob sebi kupico ljudi, ki so z nami takrat, ko je veselje, takrat, ko pa malo zaškripa, pa jih ni. Zato je treba celo življenje iskati ljudi, na katere se lahko zaneseš, tako delam tudi jaz, in pa z njimi graditi en bolj globlji odnos. Zdaj, ena pozitivna plat, recimo nek potencialni pozitivni iztek, ko se pa lahko zgodi iz te korona krize, je pa to, da se začnejo vzpostavljati neke nove povezave, neke nove mednarodne povezave. Recimo s takimi deželami, kot so Kitajska, ko so do zdaj še zelo tako hermetično zaprte, ampak vsem pa lahko vidim, tako ko gledam, seznam nedavnih spletnih konferenc, da obstaja neka težnja potem, da se povezujejo evropski pa ameriški akademiki na eni strani s kitajskimi akademiki na drugi. S tem se popolnoma strinjam in zanimivo mi je to pri tej Aljoševi misli, da to, kar nas pravzaprav zapira, kar nas je zaprlo ta virus, da nas lahko odpre recimo v nove povezave in z drugimi kulturami in civilizacijami, kitajsko, rusko, in da se v bistvu povezujemo prek tega, kar imamo v bistvu za nekaj, kar nas je oddaljilo drug od drugega. Pripravite se na en precej udaren citat. Torej, profesori, ki so se pripravljeni podvreči, kot to množično počnejo, novi telematski diktaturi in pristati na to, da imajo predavanje izključno online, so popoln ekvivalent univerzitetnim predavateljem, ki so leta 1931 prisegli zvestobo fašističnemu režimu. Tale misel na začetku me je totalno šokirala in ne morem se strinjati z njo. Sej študentje smo s korona krizo in preselitvijo vsega na splet marsikaj izgubili, marsičemu smo se mogli odpovedati, pretrpeti, ampak ni šanse, da bi lahko to primerjali s fašističnim režimom. Ampak, ko prideš k maši, pa narediš križ, pa stopaš v prostor Svete Trojice, prostor, kjer si ljubljen in sprejet, takšen, kakršen si, brez mask, brez tistega zunanjega pritiska, pod katerim tudi danes mladi mnogokrat živijo. Meni je bil pogovor s Klemnom ful dober, ki je bil tako iskren pa sproščen večino časa. Malo sva bila živčna na začetku, ampak potem je začel on govoriti in je debata stekla in je bilo samo ful dober. Zelo mi je bilo všeč tle na vrhuncu tega pogovora, ki je naredil tak sprehod skozi Sveto mašo in zelo v smislu v bistvu tudi obhajanje bogoslužja, predvsem za mlade. Kolegi v teatru so dostikrat rekli, ne hvali dneva pred Čušinom. To marsikaj pove o meni, da sem bil majčkeno tak paničen in nestrpen. In ko me je kolega enkrat vprašal, pa kaj imaš ti od vere, da hodiš v cerkev, pa k maši, pa moliš. Sem rekel, le kakšen sem, kako sem nervozen, pa zoprn, pa težek. Si mi predstavljaš, če se ne bi trudil biti boljši. Ne? Meni se zdi, da Gregor je tukaj izpostavil eno veliko problematiko, ravno tega, da dostikrat so kristjani samo ob nedeljah, v nedeljo zjutraj pri maši. On se pa res trudi in hoče tudi poudariti to, da je potrebno biti kristjan in v službi, in v družini, in kot oče, in kot mož. V bistvu 24 ur na dan v vseh razsežnostih svojega življenja. In
tukaj se mi zdi, da je ta pogovor tudi meni, pa tudi vsem drugim veliko dal.